Ja, tudi jaz bi se najprej rad vsem vam zahvalil za sodelovanje, da ste pripravili prispevke in da bomo lahko to temo nihilizma in smiselne dezorientacije torej zelo obširno z različnih področji obravnavali. Zdaj v predavanju lahko podam samo izsek mojih siceršnjih razmišljanj o nihilizmu in tudi ta prispevek bo nekako uvodni, torej da se malo pri teh pojmih, ki nastopajo v vabilu, zadržim. Letos praznujemo 300-letnico Kantovega rojstva. Zato se za filozofa nemara spodobi, da v povezavi z našo konferenco najprej napoti na Kantov spis z naslovom Kaj pomeni orientirati se v mišljenju, ki je izšel, da je že daljnega leta 1786. Kant pravi, orientirati se v mišljenju nasploh pomeni, da se v tem, kar jemljem za resnično, spričo nezadostnosti objektivnih principov uma odločamo po nekem subjektivnem principu letega. Temu sledi, samostojno misliti se pravi, iskati najvišji preskusni kamen resnice v samem sebi, to je v svojem lastnem umu. In maksima vse skozi samostojno misliti je razsvetljenstvo. Zato ni potrebno toliko znanje, kot si domišljajo tisti, ki postavljajo razsvetljenstvo v znanje. Ker je to prej negativno načelo uporabe lastne spoznavne zmožnosti, pogosto pa je ta, ki je v znanju nad vse bogat, v uporabi le-tega najmanj razsvetljen. Kant, sodeč po povedanem, ne bi bil ravno preveč navdušen nad tem, kar se danes promovira kot družbo znanja. Saj po njegovem razsvetljenskem merilu lahko produciramo še toliko znanja in veščin, pa vendar nismo zmožni misliti svojo glavo in ostajamo brez orientacije v mišljenju. Drugo pa je vprašanje, oziroma na kar bi verjetno morali poudariti, da je ravno razsvetljenski program privedel do vladavine družbe znanja, do vladavine družbe sploh, do tega, da človek ni več družbeno bitje zato, ker je človek, ki misli, čuti, ocenjuje, deluje, ustvarja, marveč ga šele družba naredi ali pa lahko tudi opravi kot človeka. Človek kot družbeno vodeno bitje se ravna po različnih družbenih vodilih, predpisih, direktivah, normah, zakonodajah, ki učinkovito nadomeščajo orientiranje v mišljenju. To se zdaj obravnava kot kognitivno kompetenco. Še bolj pa se izrinja orientacijo v smislu, ki bi se po najnovejši modi akademske administracije verjetno nekako uvrščala med tako imenovane komunikativne kompetence. Odveč je postalo tudi vprašanje o lastnem položaju v svetu, ki kot da ga ni, kolikor je družba vse, kar je, in če se pri kom javi smiselna dezorientacija in pade v nihilistični precep, se ga obravnava kot še en primerek socialne psihopatologije. Medtem ko Kantov spis postavlja v ospredje orientacijo v mišljenju, je v ospredju tematike našega posveta smiselna orientacija oziroma dezorientacija, in sicer koliko jo imanentno zadeva nihilistični precep. Miselno orientacijo svobodne uporabe uma Kant izenačuje s kritično razsvetljensko držo, medtem ko našo sodobnost že dolgo zaznamuje kriza razsvetljenstva oziroma porazsvetljenska kriza smisla. Že pred stoletjem in pol nazaj se je ta zaostrila do razpoloženja izgube smisla modernosti
ki se je oprijelo poimenovanje nihilizem. Kant v kritiki čistega uma opredeli svojo razsvetljensko dobo kot dobo kritike, kar je povsem drugačna orientacija, kot pa je dezorientacija dobe kriza smisla in nihilizma, ki zaznamuje našo sodobnost. Beseda nihilist, nihilizem, nihilizmus je bila sicer v Kantovem času že znana, tako določen avtor po imenu Friedrich Goetz jo uporablja že leta 1733, kar je zanimivo je, da paralelno z oznako nihilizem rabi besedo zelo zanimivo najnizmus, kar bi v slovenskem prevodu bilo nenizem. Zanimivo, da je skušal v nemščini najti osnovo, torej ne da se na latinizem opira. V drugi polovici 19. stoletja se ta oznaka pojavi pri ruskih izobražencih, literatih in anarhističnih skupinah, ter seveda pri Nietzscheju s predoznako evropski nihilizem. Če upoštevamo filozofske, kulturne in družbene tokove in samo stvarnost v 19. in 20. in 21. stoletju, lahko rečemo, da se je Nietzscheva napoved 2 stoletij nihilizma, ki prihaja kot najgrozljivejši od vseh gostov, uresničila. Vendar ob pridržku, ali se lahko nihilizem uresniči, udejanji na način, kot recimo pravi Marx za filozofijo, da se udejanji v revolucionarni praksi, katere resnica seveda nič manj problematična, kot je ta od nihilizma. Z nihilizmom smo v situaciji, da se nam ne le izmukne uresničenje in resničnost nihilizma, marveč se nam bistveno odtegne tudi sama resnica nihilizma. Pojavnost nihilizma je sicer prepoznavna in poznana, vendar smo vseeno prikrajšali za spoznanje o njem. Še več, nihilistični pritisk, da nič ni, in stiska, da ni nobenega smisla, lahko privede do tega, da ni več kaj spoznati, da ničenje niča samo odreka spoznanje, vsled česar kot spoznavna bitja odpovemo. Tu smo v skušnjavi, da potem takem kot prvega nihilista razglasimo grškega sofista Gorgijo, ki je, kakor je znano, podal formulacijo, da ničesar ni. Če bi karkoli bilo, ne bi bilo spoznavno, in če bi bilo spoznavno, ne bi bilo posredljivo, sporočljivo. Lahko seveda navajamo tudi Sofoklejevega Ojdipa na Kolonu, torej kjer zbor dvigne tožbo, ne roditi se na svet je najboljše, drugo zatem pa, če si že rojen, čim prej se vrniti tja, odkoder si prišel. Svest, torej ta grška svest o tem, da človek v očeh bogov, da je človek v očeh bogov neki nišče, ničas, kot Pozejdon zabrusi Odisejev na valovih, je nekega drugačnega tipa, kot je naša moderna ali postmoderna zavest, ki usmerja vse v to, da bi bili nekdo, ne pa nihče. In vendar, se temu Nietzschu ravno s tem na nek drug način približa. Tako Karel Jaspers v svojem delu Duhovna situacija časa iz leta 1932 glede nihilizma modernosti pove. Kierkegaard je prispeval prvo celovito kritiko svojega časa, ki se je po svoji resnosti razlikovala od vseh prejšnjih. Njegovo kritiko prvič slišimo kot kritiko našega časa, kot da bi bila napisana včeraj. Človeka postavlja pred nič. Nietzsche je sledil nekaj desetletij pozneje, ne da bi poznal Kierkegaarda.
bil je priča nastanku evropskega nihilizma, s katerim je postavil neizprosno diagnozo svojega časa. Oba filozofa sta bila za svoje sodobnike kurioziteti, ki sta povzročili senzacijo, vendar jo še niso jemali resno. Nekaj let predtem, desetletje skoraj predtem, je Srečko Kosovel zapisal v svojem dnevniku: nihilizem je edina filozofija, ki organično izvira iz sodobnega razprtja, razkola družbe in človeka. Sodobna kultura ne more producirati boljše filozofije. Tu seveda ne morem podajati neke podrobne slike koncepcij in recepcij nihilizma v 19., 20. in 21. stoletju znotraj filozofije, umetnosti, kulture, družbene teorije in kritike, tudi če bi se omejil zgolj na slovenski prostor. Sicer pa imamo na tej konferenciji priliko nekako upraviti vsemi temi področji, kar štejem seveda za zelo pomembno. Tudi nisem prepričan, da bi od takega prikaza lahko kaj miselno pridobili. Naposled se vse zvede na to, da nihilizem dojamemo kot navadno prikazan, ki straši povsod naokrog in še zmeraj ne odneha. Kar seveda ni daleč od resnice, vendar kaj je nihilizem kot ta prikazan zgodovine? Še določene moderne in postmoderne zgodovine, ki je celo razglasila svoj lastni konec. Je potem tako modernost s svojim procesom modernizacije ta, ki je zastrašujoča, če ravno nismo kot Evropejci in zahodnjaki na nič bolj ponosni kot nanjo. Nihilizem kot zgodovinska oziroma z besedo misleca, ki je imel glede nihilizma v prejšnjem stoletju gotovo največ zapovedati, Martina Heideggera, bitno zgodovinska prikazana. Če je Ivan Urbančič na njegovi sledi v svojem zadnjem obsežnejšem delu iz leta 2010 spregovoril o zgodovini nihilizma, ta zgodovina ne pomeni pojavnosti nihilizma v določenem zgodovinskem obdobju, marveč zgodovinsko samo, kot epoho dogodbe nihilizma v samem bistvu človeškosti. Se pravi, v načinu, kako ta človeškost razumeva svoj smisel in smisel biti sploh, ali pa zapade nerazumevanju in postane to njegovo bistvo epohalno, brezbistveno in brezsmiselno. Vsled te zgodovinske brezbistvenosti, ki zaznamuje moderni nihilistični pricep, je treba poudariti, da brezsmiselnost kot nihilacija smisla in brezbistvenost kot nihilacija biti hkrati izničuje in niči, kot sem že prej omenil, resnico nihilizma samega. Resnica nihilizma, to, da nihilizem je in vlada, se nam odteguje. S tem je povezana okoliščina, ki mnoge spravlja v nejevoljo, ne da bi si bili na jasnem, po čigavi volji, predvsem pa po kateri moči. In sicer, čim manj je resnice, tem močnejša postaja resničnost vsega tega, kar se nam zdi povsem razpoložljivo, ki pa kot da je brez obzorja sveta. Razpoloženje nihilizma je v obratnem sorazmerju s tem, kar nam je v tekoči modernosti in družbi znanja, družbi tveganja, družbi spektakla brezmejno razpoložljivo. Tem bolj se nam zdi dosegljiv vsak konec sveta, tem bolj smo v zagati glede smeri sveta samega in naše usmerjenosti v njem. Zaradi tega ne moremo priti tudi do kakega temeljnega strinjanja o tem, da nam nihilizem vlada. Če pa se zdi, da ga lahko obvladamo in prevladamo kot vse drugo. S tem pa ravno pridemo pod oblast volje do moči in omagamo v lastnem bistvu. Postanemo bivansko nevoljni, ampak
funkcionalno močni. Ta nihilistični precep med eksistenco in funkcijo in sosledno smiselna dezorientacija, da ni sveta, je povod, da v naslovu mojega prispevka nastopa oznaka nihilizacija in ne nihilizem. Z nihilizacijo in nihilacijo, morda bi bil primeren tudi izraz anihilacija, je mišljeno izničevanje smisla in ničenje bistvenosti in nekaka pojavnost uničevanja, pa naj bo še tako zastrašujoča. Vulkane, poplave, epidemije in podobno so lahko uničevalni, ne moremo jih pa okarakterizirati za nihilistične. Pač pa lahko kot nihilistične štejemo uničevalne vojne, ideologije, celo kulturo. Skratka, vse, kar nas sloni na odločitvah človekovega delovanja in sodelovanja. Za odločitve je potrebna odločnost, spričo česar nihilizacija smisla, ki tiči v delovanju, ne moremo obravnavati kot nasledek delovanja, pač pa lahko je neko delovanje podvrženo nihilizaciji v smiselni orientaciji, ne da bi si bili tega svestni in celo to take mere, da v pravem smislu sploh ne več svobodno delujemo, marveč se samo še udejstvujemo in dejstvujemo. Ta neosveščenost, ki ni nasledek našega hotenja, marveč hotenje samo sledi iz nje, bi lahko opredelili kot nihilizacijo nihilizma. Nihilizacija nihilizma nas spravlja v nihilistični precep ob kratnem razmaku brezmejne moči nad vsem. Kot moč, tu ne mislim katerokoli politično, ekonomsko, vojaško moč in prevlado, marveč oblast družbe same kot subjektivitete, ki se totalitarizira skozi mahinacijo, da je človeku vse na voljo. A ta obet stalnega in neskončnega zadovoljevanja človeških potreb povzratno sproža v človeškosti nevoljo odpora in upora glede stanja sveta ter v prvi vrsti zaporo smiselne dezorientacije. Tu se je zdaj treba vprašati, kaj je smiselna orientacija, kaj je orientacija, kaj je smisel. Glede rabe besede smiselna orientacija se tu lahko opremo na delo Petera Bergerja in Thomasa Luckmana Modernost, pluralizem in kriza smisla, orientacija modernega človeka, ki bo na naši konferenci še posebej referiralo. Torej, zame osebno je sicer bilo ključno in določilno delo Jožeta Pučnika Kultura, družba in tehnologija iz leta 1988, kjer v uvodu pravi: delovanje v strukturah je predvsem orientiranje kot proizvodnja smisla in v tem omogočanja življenja. To ni več zgolj kognitivni problem in tudi ne zgolj problem resnice, saj presega njen domet. Osrednji pomen dobi smisel in z njim tehnologija njegove proizvodne. To pa je vsakokratna kultura v vsej razsežnosti svojih oblik. Torej, to Pučnikovo razumevanje smiselne orientacije kot argumentativne racionalnosti bo tudi dotaknil strani Marce Aržetič, ki bo obravnavala Urbančičev pogled na to Pučnikovo definicijo. Orientacijo, torej beseda je latinskega izvora, z glagola origo, torej povezana je z besedo original, in torej izvor in prvotno torej pomeni, glagol oriti pomeni dvigati se, vzhajati, nastajati, torej vzhod, kot tista točka orientacije. Sicer orientacijo definiramo kot ugotavljanje svoje lege, svojega položaja glede
na določene točke, znamenja, nadalje kot usmeritev, naravnanost, sporočilo. Imamo še slovensko besedo razved, razvedeti, razvedeti se, ki ni bila, kar bi se na prvi pogled zdelo, prevzeta iz ruščine. Torej, to sem gledal in te povezave je nekje zrasla imanentno tu. Prek tega govorimo o občutku za orientacijo, čutu za orientacijo, ki ga Kant v omenjenem spisu izkoristi, da dokaže subjektivno pogojenost vsega našega orientiranja, čemur je neposredno oporekal Heidegger v Biti in času s pripombo, da subjektivni občutek orientacije že predpostavlja bit v svetu. Kakorkoli, orientacija kot iskanje in najdenje smeri, kot smer in usmerjenost, je pomensko nenavadno blizu besedi smisel. Še posebej, kolikor upoštevamo relevantne ustreznici senzus v latinščini in zin v nemščini, ki imata obedve v osnovi etimološki koren sent, pomeni smer, pot. Torej, na podlagi tega Hans Georg Gadamer uporabi v resnici in metodi tudi oznako Richtungssinn. Torej, pravi, v bistvu vprašanja je, da je smiselno, smisel pa je smisel smeri. Nadalje, slovenska oziroma slovanska beseda smisel tu besedotvorno odstopa. Sem pa glede nje pred nekaj leti ugotovil, da ni bila prenešena iz starocerkvene slovanščine, je bilo za domnevati, marveč jo najdemo že v brižinskih spomenikih. Torej, kar tvori neko posebno vprašanje, kako so se pred tisočletjem in več soočili s tem, kar je v brižinskih spomenikih zapisano kot zimizla. Torej, še v prejšnjem stoletju se zapisuje zmisel namesto smisel. Na Primorskem rečemo, a se zmisliš kaj name. Zmisliti se na nekaj. Torej, tu postavlja to našo besedo v bližino nemških besed andenken, andacht. Tako da tudi andenken prevajamo zmišljenje kot zasilno. Oznaka smisel je sicer ena najrelevantnejših in tudi najtežjih pojmovanj v sodobni filozofiji v vseh njenih usmeritvah. In tega se pač tu ne morem lotevati. Smisel se v našem postopanju izkazuje kot nekaj, kar nas vse skozi zaznavno ali nezaznavno spremlja, ali pa umanjka. Ampak tudi kolikor umanjka, nas nekako spremlja, preprosto spregovarja in nas nagovarja, tako da ga ne moremo odmisliti. Mislim, da bo predvsej jutri veliko predavanj tudi na tem simpoziju, ki bojo ta problem smisla, to veliko potezno smisla, tudi v smislu tistega, če mu rečemo transcendenca smisla, obravnavali. Smisel je tu, da smo lahko ne samo mi, marveč svetu. Če pravimo, da nihilizacija briše smisel, da prihaja do smiselne dezorientacije, potem s tem ni mišljena kakšna zgubljenost v svetu, marveč izguba sveta, saj je svet tu le, če je smisel. Tako tudi Alain Badiou skozi sicer drugačno filozofsko optiko, kot je tu naša, ugotavlja, citiram, prvi lik nihilizma je, svet je, vendar je nesmiseln. To je najobičajnejša teza, absurdistična teza. Je svet, vendar je v glavah ljudi popolnoma brez smisla. To je eksistencialni nihilizem. Svet obstaja in mi obstajamo v svetu in za svet, vendar ta svet nima nobenega smisla. Drugi lik nihilizma je,
sveta ni. Ta teza pomeni, da nihilizem ni eksistencialen, temveč ontološki. Manjka bit sveta kot taka ne obstaja. Smiselna orientacija ni isto kot miselna orientacija. Smisel se ne izvršuje samo kot misel, pač pa tudi kot čustvo, čut, občutek, vrednota. Smiselna orientacija ne pomeni samo orientacije v določenem okolju, marveč v svetu. Če s tem imenujem celoto bivajočega, vendar le kolikor jo izpolnjuje smisel. Svetu ne moremo podeliti smisla s tem, da pripisujemo pomen nečemu, štejemo to ali ono za pomembno, marveč le tako, da ga smiselno izpolnjujemo. Smiselna orientacija tako celi svet, v smiselni dezorientaciji pa svet razpada. Svet razpada pomeni, za nas ni sveta, ni ničesar med mano in tabo, med človekom in Bogom, med živimi in mrtvimi, med zemljo in nebom, vse poteka tako, kot da ničesar ne bi bilo. To ne izključuje, marveč ravno vključuje to, da vse funkcionira. Še več, vedno bolj funkcionira in se krepi funkcija moči. Moč funkcioniranja odpravlja svobodo delovanja in dejanja, saj jo zvede na dejstvovanje in udejstvovanje. Nihilizacija v smiselni orientaciji niči na način, da sprošča v tok ničenje niča, ki je vselej v iztoku. In ga moramo zato poimenovati iznič. V nenehnem gnanju za nečim se ne pride do ničesar in nikogar. Nihilizacijski iznič, ki izničuje vse smeri, čeprav poganja kogarkoli, kamorkoli in zganja karkoli, ni zgolj kakšna nebit, kot sugestira Badijev v tistem prejšnjem citatu, saj nebit že kaže na neko mero biti. Mera biti pove smisel, ki daje smer na ta način, da kaže v prisotnost ali odsotnost. Vendar smisel ne odloča o tem, kaj velja za prisotno in neprisotno, pač pa nam s tem, da daje smer, dopušča svobodo, da se lahko odločamo glede prisotnega in odsotnega. O neprisotnosti se ni mogoče odločati, lahko pa smo neprisotni, ne svoji, ne tu, brez orientacije in nismo v situaciji, da delujemo. Z občutkom in prepričanjem, da nas nič ne vodi, v resnici pa nas drži na povodcu nihilizacijski iznič, se pustimo voditi čemurkoli in katerimkoli vodjam in voditeljem. Ta današnja podružbena človeškost, neodvisno v katerem sistemu je doživeti, to svobodo od česarkoli, ki se hkrati prepušča vodenju od kogarkoli, dojema oziroma si prisvaja kot najbolj svojo svojsko in brezpogojno svobodo, ki jo osvobaja tudi od lastne človeškosti. Se pravi od vprašanja, kdo kot človek sem, ki me izpolnjuje v človeškosti tako, da narekuje neko smiselno orientacijo. Naj morda nikoli ne odgovorimo, a ravno to nas dela za odgovorne. To seveda ne pomeni kakšne moralne obsodbe današnjega načina življenja in človeškosti, ki jo opredeljuje ta svoboda od česarkoli in hkrati podrejenost čemurkoli. Ne gre za to, da bi pozivali k bolj etičnemu ravnanju, k večji odgovornosti, čeprav smiselno orientacijo oziroma dezorientacijo sežemo k sami predpostavki etike in morale, ki naj uravnava človeško delovanje. Kot ugotavlja Kant, vodilo delovanja ne more prihajati nekje od zunaj in biti kakorkoli vsiljeno,
marveč mora biti imanentno delovanju samemu, saj drugače to ne temelji na svobodnih odločitvah. Kant ima seveda v mislih orientacijo v mišljenju. Kaj pa orientacija v smislu? Torej, zdi se, da se moramo tu od Kantovega zasnutka etike premestiti nekoliko k Aristotelu. Kant sicer v svoji kritiki praktičnega uma obnovi Aristotelovo razumevanje samosmotrnega delovanja, praksis, s tem, da ga postavi pod zakonodajstvo uma. Vendar se kot ta zakonodajac umu ni treba o ničemer odločati. Hkrati pa odločitev ne more prepuščati dobri ali slabi volji, saj bi postal neučinkovit. Za voljo tega se da ne izgubi kompasa, instrumentalizira, s čimer delovanje zvede na dejstvovanje in učinkovitost. V problem instrumentalnega tehnološkega uma, ki ga danes na poseben način reprezentira umetna inteligenca, se tu ne morem posebej spuščati, bomo pa še v tem sklopu predavanj lahko prisluhnili Jonasovemu predavanju o tem. Vsekakor smo v našem delovanju opredeljenimi življenjskimi situacijami, kar sproža vprašanje smisla, smiselne orientacije, ki ga je Aristotel postavil v jedro svojega zasnutka etike, in sicer s pojmovanjem prohairesis, ki ga je kasneje v svojo moralno filozofijo prevzel Epiktet. Braneta ni tu, kajti on se ukvarjal z prevodom Epikteta in v spremni besedi je tudi sam opozoril na težavo prevoda oznake prohairesis. Torej, odločilna, torej lahko jo prevedemo kot predodločitev, volitev, voljo, volilo. Ključna se zdi Aristoteleva opredelitev, da nekaj izberemo pred nečim drugim. Na podlagi katerega Damer prevede prohairesis kot Vollzugswahl, prednosti ali preferenčni izbor. Vsekako izbor, ki v primerjavi z izbiro kaže k izbornosti, k izbrancem. Po mojem razumevanju prohairesis je ta na vse pomembna in neposredno napotuje k tistemu, kar smo tu opredelili kot smiselno orientacijo, oziroma tistemu, kar nakazuje slovenska beseda za orientacijo razved. Razvedeti se, čeprav seveda ne more služiti kot prevod, torej pomeni neko razširitev te prohairesis. Zdaj naj za zaključek predavanja na kratko podam še en primer prohairesis, in sicer v zvezi s slovensko situacijo. Tu se zahvaljujem slavnostnemu govorniku pred menoj, da je slovensko situacijo že nekako predstavil. Torej, vprašanje o tem, da ali v Sloveniji, potem, ko je Slovenija dosegla menjavo političnega sistema, državno osamosvojitev, postala članica Združenih narodov, NATO in Evropske unije, glede na te zgodovinske dosežke, da drugih jih ne navajamo, kje najdemo razlog, da bi govorili, da smo na Slovenskem v nihilističnem precepu in prevladuje smiselna orientacija. Torej, tu je bilo že pokazano, da je to mogoče, po drugi strani lahko rečemo, pol prebivalcev Slovenije ima goji predstavo, da nam je šlo v Jugoslaviji boljše. Druga polovica pravi, da še zmeraj nismo prišli ven iz Jugoslavije. Torej, ta razcep se potem poglobi do
razkola leta 41, leta 45, ki se je od 30-35 let samo še okrepil, torej prišel v kulturni boj. Torej, zdaj, če začnemo to razpravo, ki jo tu ne bom, potem pridemo do tega vprašanja, kako naj opredelimo ta nihilistični precep in to smiselno dezorientacijo. Torej, tu bi podal en prohairesis, način, da s padcem berlinskega zidu ni padel tudi zid nihilizma. Postal je še bolj evropski in globalen. Zid nihilizma pomeni neko blokado v smiselni orientaciji, za katero ne najdemo načina, da jo deblokiramo in zadeva našo temeljno svobodo. Sredi 60 let prejšnjega stoletja je Dušan Pirevec v besedilu Evropa in Slovenci podal oznako slovenstva kot blokiranega gibanja, ki je na nadaljevanju potem zelo vplivna, kjer pravi: temeljna in določujoča struktura slovenske zgodovine je blokirano gibanje. Ta struktura pa pomeni dvojno redukcijo. Redukcijo družbena gibanja in redukcijo svobodne akcije na samo obrabo. Iz tega sledi, koliko je slovenska zgodovina odvijanje blokiranega gibanja in dvojne redukcije, toliko so v tej zgodovini evropski novoveški subjektivizem, svoboda in aktivizem odvijajo kot blokiranje, kot reduciranje in skrajni posledici kot uničenje drugega, kot spreminjanje subjekta v objekt. Tako prihaja na dan in v svet druga stran evropske svobode, subjektivizma in aktivizma, nihilizem oziroma samouničenje. Torej, tu je zdaj vprašanje, kaj po osamosvojitvi. Ali smo mi odblokirali to blokado, ali nam ta blokada še zmeraj vlada. Torej, jaz verjetno bi razmišljal o drugem. Ampak ob tem velja poudariti. Ni ogrožujoče to, da vidimo in se razvejemo o blokadi sami sebi. Ogrožujoče je blokado spregledati in ne se razvedeti o njih. Saj nihilizacija s tem zavlada skozi nivelizacijo nihilističnega precepa. Torej, mislim, da današnja situacija Evrope in Slovenije ne daje misliti, torej leta 90, če bi vsaj se spomnili na to, ali je poleg berlinskega zidu padel še ta zid nihilizma, ki je nad nami, verjetno bi se z današnjo situacijo drugače soočili. Torej se vam zahvaljujem za pozornost.